neizmerno moč imamo v sebi. In nikoli ni okoliščin, ko bi lahko rekel, nič se ne da narediti. Miha Bavec, najlepša hvala, da si vzel čas. Edina svoboda, ki jo v življenju imaš, je, da se sam odločiš, kje bo svobodo izgubil. Ne definirate kot človeka to, kar se ti zgodi, ampak kako na to reagiraš. Svet, v katerem živimo, je iluzija, ne pravijo vzhodnjaške filozofije. Vse te iluzije na nek način krekati ni tako preprosto. Življenje ni Instagram slika. Kako ti vidiš avtentičnost? Kaj ti to pomeni? Avtentičnost je zahtevna zadeva. Na nekem duhovnem smislu sploh ni bistvo v samem tem materialnem dosežku potem, ampak na uni poti, ki jo ob tem. Greš čez neke ovire, ko nekdo postaješ, ko se spoznavaš, ko predeluješ. Eno zelo močno vprašanje je, kako bi se jaz zdaj rabo počutiti, kaj bi ona potrebovala od mene in kako se jaz rabo za to počutiti. In kako si takrat najdel prve korake, kaj narediti? Preden greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite v nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Ok, Miha Bavec, najlepša hvala, da si vzel čas. Zdaj, jaz zelo površinsko poznam in to z namenom. Ne pogledam, s kom bom v bistvu govoril, Okay. In pustim človeku možnost, da se mi predstavi sam. Tako kot sam želi, tako kot sam zna. Tako da bi te na tej točki vprašal, kako se ponavadi predstaviš ljudem, v bistvu, kako bi se danes meni. Ja, hvala najprej za povabilo, Jure. Sem vesel, da sem tukaj. Ja, moj prvi podcast, čeprav veliko govorim, to je že ena lahko moja identitetna taka lastnost, preko katere se identificiram, da veliko govorim. Zdaj, profesionalno sem namreč trener mehkih veščin, coach, na nek način pa bi lahko rekel, se specializiral za razvoj podjetij, za razvoj vodstvenih kadrov in sem potem tudi okrog sebe zgradil podjetje, transformacija, kjer imamo eno ekipo, ki te stvari delamo. Drugače pa še veliko drugih takih identitet, da sem pač tudi družinski človek, otroci, družina, žena. Drugo je pa tudi, recimo, sem se identificiral v življenju z duhovnostjo, ker me zelo pritegnila. Tako je, za en uvod. Tudi jaz se nisem prav zelo pripravil. Sem se prepustil neki spontanosti, tako da, ker sem slišal od tebe, da si tak, sem rekel, bom pa še jaz. Ja, to je to, tako super. Se delate. Ja, lepo. Meni je v bistvu ena prijateljica / bivša sodelavka Pršepana je rekla, Miha, ta bi pa lahko povabil, ker si mislim, da njih tudi coachu. Sara je. Ja, sodelovali smo nekaj na marketingu. Ja. Tako da so pa tudi potem njihovega podjetja prihajali k nam na te izobraževanja vodstvena, pa neke coachinge, meritve. Tako da smo se, kar rekel, bili všeč drugemu. Kako pa si nekako prišel do tega, da si želiš oziroma si čutil svoj klic v delu z ljudmi na način, katerega delaš? Ja, a veš kaj, cela moja zgodba se je začela tam v srednji šoli, v drugem letniku srednje šole, ko sem dobil štipendijo. In te štipendije, veš, ima eno tako lastnost, ko enkrat dobiš, potem vsak mesec pride. Jaz sem imel pa takrat seveda težave sam s sabo, tako sem imel slabo samopodobo. Veš, če sem rekel občutek, da me nekdo gleda, da si slabo v meni misli, tako da sem res na silne izzive se socializirati, družiti. Na ta štipendija seveda pa bilo potrebno ponjojati po ta denar potem na banko. Zdaj sem že toliko star, da v tistih časih še ni bilo bančnih kartic, še ni bilo online bančništva, ne si mogel osebno na ti šalter in sem jaz takrat imel težave s tem, tako da so take slabe občutke. Sem očeta prosil, če gre on lahko na banko, ker je že za sebe šel. No in je šel prvi mesec, pa mi tisto štipendijo prinesel.
Drug mesec sem pa spet isto stisko prihajal in se ga spet prosil, ne moče, rekel, kaj misliš, da sem dvojstvo žabri, ker sam pejta. No, in sem šel potem v svojo sobo, še točno vidim tisto sliko, tisti prizor in sem sedel na svoji posteli in sem si rekel, zdaj pa, a je z mano nekaj narobe, ker imam te stiske in strahove in ne upam imeti, ali pa z vsemi ostalimi, ne. No, in nekako sem takrat zaključek naredil, da verjetno z mano nekaj ne štima. Ne. Takrat se je začela moja pot, samo opazovanja, samo iskanja rešitev iz tega in podobno. Sicer, tako, no, to so bili nekak izvorni momenti. A se spomniš mogoče, kaj si takrat občutil, če da lahko mogoče imeti temu čustvu? Ja, marsikaj sem občutil, strah sem občutil, neko stisko sem, občutki pa čustva so neka taka iz iste družine zadeva, ko jih zelo intenzivirajo občutki, so čustva sestavljena iz tega. Mislim, da je precej nekih ljudi, saj v najstniškem obdobju, ko se sprašujemo sami sebe, smo v redu, nismo, se moraš eno širšo samostojno delovanje v družbi vključiti, pa iščeš te prvo okrog vrstnikov, pa še druge ljudi, ki jih prej nisi poznal, pa odrasli so, pa veliki so, pa uspešni so. In ko stopaš v vse te odnose, ali pa bom sebi govoril, vem, da mi je bilo to zelo zahtevno, nisem imel neke dobre samopodobe, očitno nisem imel dobro socializiran. Tako da en kup teh občutkov, takrat se je v meni in sem se seveda odločil, da bom nekaj naredil v zvezi s tem. Tako da to je bila moja glavna ambicija, je bila svoji bolečini narediti konc. Tako da to je bila moja. No, rekel, da me je motivirala za to, kar zdaj delam na začetku, ljubezen do človeštva, ampak želja, da se osvobodim te bolečine znotraj sebe. In kako si takrat našel prve korake, kaj narediti? Pa, veš kaj, bilo je kar zahtevno, moram reči. Recimo v Jugoslaviji še, zdaj bom star letos 55 let, se pravi, to je reče precej časa nazaj, skoraj 40 let, ni bilo to na vsakem koraku nekih resnic in metod in tehnik in skupin za neko pomoč in profesionalcev. Res ni bilo tega toliko. Tako da tam sem iskal seveda, kako si lahko sam pomagam, pa sem do nekih knjig prišel. Zelo malo je bilo tudi literature, neke psihologiji pa duhovnosti. No, kakorkoli, ampak to mi je nekako bilo za začetek mojih raziskovanj dovolj, da sem pač bral. Pa sem se tudi kasneje začel ukvarjati z meditacijo. Jaz sem tak do it yourself, to je mogoče neka družinski vzorec ali pa tradicija, vse moraš narediti sam. Tako da tudi sam sebi najprej pomagati ali pa sam sebe naučiti meditirati. So pa te veščine kar zahtevne, ker preko, sam se bom naučil avto voziti. Še vedno je lažje, če imaš inštruktorja. Ljudje smo le tako narejeni, da se od drugih ljudi lažje naučiš neke veščine, kot da na novo izumiš nekaj, kar so tisočletje prej ljudje izumljali. Tako da smo ena od pomembnejših stvari bilo, da sem šel na neko delavnico meditacije, recimo, Tisto mi je kar zelo pomagalo, ker človek se s tem z meditacijo ukvarja, pa res na tak avtentičen stik prideš sam s sabo, s svojim bistvom, saj do neke mere, mi je res pomagalo, da neke pomirjenosti, pomiritve, trdnosti, ni me pa seveda se odpravili vseh mojih težav. Ja, in kako bi pa rekel, da zdaj drugače sebe vidiš, kot si se takrat? Je kar velik časovni razkorak. Kako bi opisal? Ja. Če bi recimo enega tistega Miha iz, ne vem, še mogoče pred 20 letih, rekel, tega Miha zdaj pogled, tam pri 54, kdo zdaj on je, pa kako se počuti, pa kako živi, pa kako dela, pa ne vem, kaj zna, pa kaj zmore, bi si mislil, vojna zvesta, znanstvena fantastika, tako da
In tak velik razkorak je. Zdaj, če gledam nazaj, se mi zdi, da je bilo tudi vse potovanje. Od tega, ko sem jaz to začel na sebi nekako delati, ali pa se samo zavedati, ali pa dojel, da je pač potrebno, da nekaj premaknem, pa se tega aktivno lotil. Sem bil star 17 let. Ko sem pa začel jaz z drugimi delati kot trener, recimo je bilo pa to leta ali pa coach, tako 2005-2006, sem kar en čas vmes imel, da sem se spoznaval, učil, osebnostno rasto, veščinah rasto, tako da res velikanska razlika med prej in potem. Ja, itak. Kaj pa, če bi te vprašal za sporočilo, ki bi ga dal mogoče zdaj lahko nazaj nekomu, ki ima slabo samopodobo, ki se ne sprejema, kaj bi z vso to svojo potjo pa modrostjo lahko nazaj, nočem reči svetoval, ampak kaj bi sporočil temu človeku? Ja, mislim, to je sigurno pomembno zavedanje čisto vsaki osebi. Ker na nek način smo vsi samo nekje na neki premici. Tudi noben je absolutno, recimo jaz imam zdaj res veliko izkušenj dela z ljudmi, tudi sam sem res ogromno delal na sebi, ampak imam tisoče in tisoče ur individualnega dela z ljudmi, ali pa mislim, da več kot 15,000 ur dela s ljudmi kot trener teh socialnih veščin, mehkih veščin, vodenja. Kar je veliko darilo, ko toliko veliko z ljudmi delaš, da ti neke pokrajine odprejo, do nekih vpogledov prideš, do nekih spoznanj prideš, do nekih energij, občutkov prideš, ki nikoli ne bi. Drugače. In rekel, skozi delo na sebi, skozi teorijo, skozi lastne izkušnje, skozi delo z ljudmi, ki jih sem bil priča, ko sem z njimi delal, bi vsak res rekel, neizmerno moč imamo v sebi. In nikoli ni okoliščin, ko bi lahko rekel, nič se ne da narediti. In še en del tega je, da smo v resnici vedno mi ti, ki to delamo, karkoli že. Ljudje imamo idejo, nekdo mi je nekaj naredil. Starši so z mano delali tako pa tako, ali pa oni, sošolci se do mene obnašajo tako pa tako. Sej se, drugi se dejansko do nas na nek način vedejo, pa nas lahko nekaj rečejo, lahko nas ignorirajo, lahko se tudi zelo grdo do nas obnašajo. Ampak zaključki, kdo sem, kakšen sem, da naredim nek zaključek, da sem slab, da nisem vreden, da nisem pomemben, to pa vedno mi naredimo na koncu. Vedno znova. Eno je to socialno sporočilo, eno je pa lasten zaključek, ki ga narediš. In tega se res treba zavedati, ker v tem je neverjetna moč. Dokler misliš, da ti drugi nekaj delajo, pa še enkrat povem, dejstvo je, da nam delajo, se pravi nekaj dela, ampak potem ti neki zaključki, neke logike, ki dejansko potem sestaviš skupaj in ustvariš neko idejo o sebi, seveda tudi gledamo idejo o drugih, ampak da se osredotočimo na te o sebi, in to narediš sam. In to je velika moč. Recimo, vidiš tudi v procesih psihoterapije, praktično vsaka stiska, vsaka težava, ki jo ima nekdo, ki dela terapevtsko na sebi, na koncu sam razreši. In tisti storilci, ki so nekoga s svojim vedenjem, seveda, podali take okoliščine, kjer je bil prizadet in podobno, mogoče sploh niso več živi. Se pravi, če bi nekdo drug v tem smislu tudi nekih naših lastnih zaključkov dejansko lahko nekaj naredil, bi bil tudi on edini vir, ki bi lahko tega odrešil. In to bom rekel, to zavedanje, da v resnici lahko sam narediš v resnici največ za sebe, je izredno pomembno. En stoični rek je, da nisi to, kar se ti zgodi, ampak ne definirate kot človeka to, kar se ti zgodi, ampak kako na to reagiraš. Ne, je bil Marcus Aurelius, kdo je rekel. Ja, sej
rekel, vsi ljudje, ki so se res poglobljeno ukvarjali z vprašanjem, kdo smo ljudje, kakšni smo, kaj sem, so do podobnih zaključkov prišli. Zagotovo je bistvo vsega percepcija. Se pravi, kako percepiraš nekaj, kako dojameš nekaj. Jaz recimo tudi svojega sina sem že pred leti učil, zdaj tak najstnik, recimo pa hči, ampak s sinom smo se pa take stvari pogovarjali, recimo ne obstaja slabo ali dobro. Pa je on rekel, kako to misliš? Jaz rekel, vse kako stvari razumemo. In sem ga vprašal, sem rekel, da si predstavljaj, da greste tam leti, pa ne 3 tvoji prijatelji po letu roče, pri sosedih pa zrele češnje in greste gor češnje rabutata. In sem rekel, kaj je motiv, da ste šli na tisto češnjo? Da zagledate v nesadeži in se vam zahočejo in šibate gor mulci, ali si rečete, ne, kje gremo s to, da bomo soseda se norčevali, pa bomo škodo delali, ali pa ne, zato gremo, da bomo očetu sramoto naredili. Zakaj greste gor? In pa si ne rekel, zato pač, ker se nam je zaluštalo. Ok, super. Potem je sosed zaloti, pa recimo ga mulca za 60 dan prvleče, pa reče, sam zato so šli na moje češnje, da meni škodo delajo, pa mi nagaja. Jaz pa potem mulca doma vzmerjam, pa rečem, to si sam so naredil, da mene sramotiš. Tako da, tako je v bistvu vsa realnost v tem svetu je taka. Stvar je percepcija, perspektiv, percepcij, empatije in tako naprej. In na nek način, če hočemo res razumeti svet ali pa saj človeški svet, našo neko socialna razmerja, potem moraš na nek način skozi vsaj 3 perspektive razmišljati. Se pravi, kako jaz doživljam, kako on doživlja, in če bi še nek tret od vzgore gledal, kaj bi on pravzaprav videl, ko bi brez teh neke individualnega, subjektivnega ega bil vključen v opazovanje. Prav, da si empatičen, da si na nek način sam vase asociran in še delač opazuješ. In to, rekel, je ena stvar, ki je potrebno razviti, če delaš z drugimi ljudmi. Vse, vodja, ali si coach, ali si vzgojitelj, ali si starš, ali pa partnerskem odnosu. Mislim, da v resnici ne moramo imeti nekih, lahko imamo veliko tipov odnosov, pa kvalitet odnosov, ampak za neko tako res dober odnos, avtentičen odnos in upoštevanje ali pa prehajanje skozi te perspektive, kar je pomembno. A bi to povezoval tudi s tem, da si stvari ne jemlješ osebno pol do neke mere? Ja, veš, to je tako, po eni strani se nam zmeraj zgodijo osebno. Spravo, če bi šel na safari v Afriko, pa bi bili že 4 ure na nekem vozilu, pa preko moram na WC, pa bom rekel, ne smeš jet, ker tlej so levi posod, recimo, res nevarno. Pa si rekel, moram, preko, ok, lahko greš sam, moraš tlele prgumi. Pa bi recimo pa sramežljiv, pa bi šel 5 metrov na grm tja, in bi me leo začepato. In pa recimo bi pri živem telesu tislel glodo in bi si jaz prišel, zakaj se to meni dogaja. Preko, po eni strani bi bilo osebno, ker se meni dogaja, po drugi strani pa čez ne osebno. On levo res nima z mano nič, sem lačenje. In da se iskal nek plen, da v meni prišel in sem bil jaz tak, je meni prišel. Tako da, rekel, na oba načina moramo to zastopati. Ker dejansko tudi, če sem jaz zelo stoičen do nekih stvari, ki se mi do zunaj dogaja, se meni dogaja, kar pa še vse moram jaz najti rešitev. Po drugi strani pa lažje poiščem, pa bolj pravilno reagiram, če razumem, da tisto ni bilo prav meni namenjeno. Ker potem nimam neke drugačno odnosno vpletenost. To je seveda zdaj tale pač neka prispodoba, gre tudi za medčloveške odnose. Recimo, ko se ukvarjamo z razvojem vodij ali pa nekih kolektivov, imajo na nekem delovnem mestu zaposlijo napačno osebo, napačno v smislu, vsi so fajni za nekam, ni pa vsak za povsod. In nekdo recimo za nekaj dolgoročni nima motivacij, nima kompetenc, niti zmožnosti, in potem se jezijo nanj, ker niso sami recimo naredili dovolj nekega
selekcijskega postopka, ali pa se z uvajanjem ukvarjali, ali pa ga niso ustrezno vključili, ali pa da imaš tudi koga prepoznati, da v resnici primerna oseba za neko delo. Okay, ne? Ja. Ampak ne naredijo potem nekega tovrstnega samouvida, ampak se začnejo na osebo jeziti, in potem zapletati odnosno, in namesto da bi ustrezno ukrepali, rekli, ok, zgodil se je nam, mi smo naredili to situacijo, ni ok, dajmo zdaj to razrešiti. Začnejo vse osebno imeti, ker nekaj ta človek projekcijo dobi, da je slab, da jim nagaja, in tako naprej, take etikete lepijo. In takrat bi mogli zastopati. Nam se to sicer dogaja, ampak on ni slab kot oseba, sam pač nismo prave osebe za to delo, za to pozicijo tukaj izbrala, in potem, če ne bi imel te ego perspektive, on to dela, nič ti ne dela, ni bilo njegove sanje, rekom še zdaj kele v službo, da moramo natančno tej osebi to delo, seveda ni zato tja prišel. Če pogledava zdaj malo nazaj na začetek, ki si rekel, da enega vzamejo, pa ni fit za to mesto. Kad delaš z ljudmi, s podjetniki oziroma s podjetji nasploh, Ja. Kako bi ti ocenil nivo odgovornosti, ki so ga ljudje pripravljeni prevzeti? Ker tukaj če bi te ljudje, ki so zaposlili osebo, prevzeli odgovornost, da je to njihova odločitev in bojo mogli za njo stati, tudi če je ta odločitev slaba, se verjetno ne bi prišel do tega, bi prej ta problem lahko rešili, ker bi dejansko sebi dal moč v svoje roke. Mi smo krivi, da se nam to dogaja, torej odgovornost je naša, ker smo ga mi vzeli, slabo smo presodili. Ja. Zdaj je čas, da ta človek gre in da se bolj potrudimo pri iskanju naslednjega. A veš, prvo bi naredil na razlikovanje med krivdo pa odgovornostjo. Okay. To sta čisto dva različna univerzuma. Krivdo običajno ljudje lepimo drug na drugega ali pa sami nase kot neke vrste nekega, jaz rečem temu, psihološko-čustvenega nasilja. Recimo, ne smeš enega udariti, ker je socialno nesprejeto, lahko pa poskrbiš, da se počuti krivo, krivega. Tako da krivda je neka emocija, ki običajno ni fajna. Tako da tudi po podjetjih te stvari učimo, komunikacijo, vodenje, pa neko čustveno pismenost. Redno rečem, kdo želi biti kriv za nekaj, noben roke ne dvigne nikoli. Biti odgovoren je pa nekaj popolnoma drugega. To pa pomeni, da odgovornost si pa takrat, ko imaš neko dobro razjasneno področje, polje tvojega vpliva ali pa dela, potem pa, ko imaš tudi neko, opolnomočenje za to, in ko imaš za to opolnomočenje, pomeni, da si lahko formalno legitimiziran za nekaj početi, in ko si tudi opolnomočen v smislu kompetenc in ustrezno opremljen. In če bi rekel, če imaš jasno polje, kaj je tvoja naloga, če si zanjo sposoben, če imaš resurse za to in če si legitimen in si lahko samostojno tam na tistem področju deluješ in se odločaš in poskrbiš, da je vse v redu, kdo od vas si pa to želi, videti si pa večina ljudi to želi. Če bi rekel, kdo si želi biti kriv, kdo želi biti pa odgovoren na tak način, vsi bi bili odgovorni, skoraj noben pa ne bi bil kriv. No in tle moramo seveda potem razmejiti odgovornosti. Jaz vedno, ko gledam odnose, recimo, to je ful nevarno, da bi rekel, vodje so za marsikaj v podjetju, če so vse pa tudi ne morajo biti. Recimo odnose v nekem modelu, ko lahko uničijete tudi dva sodelavca. Pa nimate nič pravzaprav z kakšno vodstveno funkcijo, pa lahko kontaminirata neko vzdušje, okolje, odnose in tako naprej. No in zaradi tega jaz pravim, da moramo vedno odnose gledati kot dve osebi sta v odnosu ali pa več oseb je v odnosu. In ko meni kdo reče, joj, Bog, me bojo v službo vzeli, recimo, ko nekdo v službo išče. Jaz pravim, to ni tvoja naloga, da se sprašuješ, to je naloga njihove kadrovske ali pa ga vodja. Tvoja naloga pa je, da se sprašuješ, a bo tebi fajn naslednjih 10 let vsako jutro stati pa tja jeti, a bo to okolje, kjer boš lahko delal, a boš zmogel tam delati, si boš želel tja hoditi. Ja. Se pravi, razumeti moramo, da ima tudi delojemalec odgovornost za svojega življenja. In tako, ko jaz poslušam te razprave, tako po Sloveniji, pa po firmah, pa med ljudmi, je logika taka. To moč nad življenjem in kariero nekoga ima vodja ali pa šef v ene firme. Jaz pa pravim, da ni res. Po drugi strani mora pa vodja tudi razmišljati, koga bom jaz to vzel,
v službo, in potem, a bo zdaj ta oseba, ne vem, dovolj usposobljena, mislim, da dobimo popolnoma usposobljenega, pa prilagojenega za našo organizacijo, ki je nekdo do zunaj prišel in jo ni 3 sekunde znotraj, nikoli ne dobimo. Se pravi, bo imel čas, da se z njim ukvarjamo, bo imel voljo, bo imel energijo za to. Se pravi, ti imaš neke odgovornosti, da dojameš, koga rabiš, koliko boš maga vložil, kako ga boš vključil, kaj bo delal, da poskrbiš, da si dobil osebo, ki bo to zmogla in dolgoročno hotela to delati. Ampak po drugi strani pa nekdo, ki službo išče, ima tudi neko odgovornost. Mi recimo danes lahko opazimo, da s figo v žepu pride taka službo išče. Ne moramo sami reči, da grdi delodajalci, oni imajo neke prikrite namere, pa da tudi za ljudje, ki se zaposlujejo, imajo prikrite namere. Tako da gre za v bistvu eno situacijo, recimo, ko svoje kolege, trenerje, učim ali pa superviziram, kaj imamo ekipo v podjetju, vedno opozarjam, ko gremo mi v neko podjetje delati vodstven trening, ali pa organizacijski razvoj, zavedajte se, mi gremo tja urejati razmerje med njimi, recimo med vodstvom in zaposlenimi, recimo, in moramo pomagati, da uredimo, kako oni funkcionirajo. In če bi tako gledali, bi rekli, nekaj tazga, kar ne pripomore k skupnemu delu tam in sodelovanju in dobremu počutju, delajo vodje, nekaj tazga, kar ni v redu, pa to delajo zaposleni, recimo, par teh stvari. In naša naloga ni, da smo mi zdaj neka podaljšana palica vodstva, da kot neki biriči tam nekaj z ljudmi počnemo. Niti nismo predstavnik sindikata, ki zdaj ščiti delavce pred grdim vodstvom. Ampak dejansko smo tam eni, ki moramo naliti čistega vina. Pa reči, ti moraš to, ti moraš to. Če ti moraš ti tako in tako naprej. Kako pa poskrbite, da vas slišijo? Ja. Tako da govorimo na glas. Ja, Kaj veš, kaj mislim, nekaj je, da ti znaš dobro predstaviti, ampak še zmeraj vi se v neki točki umaknete. Ja, ne moramo mi nadomestiti njihovega lastnega življenja, dela, prispevka. Tako da dajemo neko priložnost, da omogočimo neke vrste zavedanj o odnosih, o človeških potrebah, razlagamo, kako bi moglo biti. Zdaj, kdo reče, da idealne stvari govorimo, kar je na nek način tudi res, zdaj, ampak jih je potrebno. Zdaj, recimo, če vemo, kako je prav, vsaj kdaj je rata, da je tako. Ja. Če pa recimo ne vemo niti, kako bi prav bilo, pa lahko ljudje to popolnoma nekritično, neko napačno stvar leta in leta počnemo, pa se ne premaknemo. Ravno da sem imel coaching z eno gospo, recimo, ki je kar velike spremembe naredila za enih parih srečanjih z mano, recimo, in je lepo implementirala to v delo, ki je vodja, v dom, v partnerski odnos, posod, in je rekla, da koliko je pomagalo, koliko je veliko naredila izboljšav, kako se nekih stvari zdaj lažje poteče, ali pa ni nekih moten v odnosih, in kot doma je tudi zelo koristilo. In prav to se pogovarja, kako ljudje, ko ne poznamo nekih konceptov o odnosih, v komunikaciji, imamo neko slepoto za to, kar ni v redu. Na nek način smo te svoje vzorce opeti, in so vedeti moramo to, da težava odnosov, težava komunikacije in preko s tem povezanih početij, kot je vodenje, prodaja, karkoli, je v tem, da so vse to abstraktni pojavi. Abstraktno pa pomeni, da ni upredmeteno. Recimo, če preko tale kozarec je pač predmeten, je predmet. Recimo, če pa govorimo o nekaj odnosih, pa ni nobenega predmetenja na prvo žogo, moš na nek način opazovati. Ja, recimo, če preko imam sodelavca, ki je zelo nesramen. In potem je šef poklical pa rekel, da smeš biti tako nesramen do sodelavca. Sploh ne bi vedel, o čem govoriš. Recimo, in če bi potem tega šli vprašati bolj specifično, kaj pa je tisto, zaradi
česar ti meniš, da je on nasramen. Pa rekel, ja, ne vem, on gre kar na malco, pa noben ga ne vpraša, če je raznemo. Recimo, če bi pa potem njega intimno vprašal, bi rekel, zakaj misliš, da je ta tvoj sodelavec o tebi govori, da si ti nasramen, pa bi rekel, ja, ne vem, mogoče zadnjič, ko smo bili na sestanku, nisem delil informacij z njim. In je recimo, že spet je neka abstrakcija, in je prav ta abstraktnost stvari v komunikaciji v odnosih je resnično problematična. Ja, jaz, ko tudi kdaj delam z ljudmi, večinoma z 1 na 1, ne toliko skupinami, je ena stvar, ki sem jo začel delati, da sem rato ferbčen kot otrok, da ljudje specificirajo oziroma podrobno povejo, kako si oni razlagajo neko besedo. Ena je uspeh, recimo, ena je svoboda. Vprašaš človeka, po kaj si prišel, kaj bi rad bi svobodo. Ok, kaj nama svoboda pomeni, pa se pa začne zapletati. Kako zdaj sploh obesediti in na koncu pride do tega, a ti sploh veš, kaj si želiš, kakšno spremembo bi rad pri sebi dosegel. In včasih kar mečemo te neke besede, etikete in si vsak po svoje predstavlja in polje mira. Veš kaj, ljudje živimo v nekih transih, stanjih transa, takih transhipnotičnih stanjih smo veliko, večino časa svojega obstoja. In tudi jezik pa samo odraža to, tako si rekel, želim svobodo. V bistvu so pa to neke floskule, ki v resnici sploh niso možne na nek način. Jaz sem recimo skozi vsa ta leta, ki delam z ljudmi kot coach, kot svetovalec, kot trener, dojel je neko resnico, ki jo dostikrat povem, in to je recimo edina svoboda, ki jo v življenju imaš, je, da se sam odločiš, kje boš svobodo izgubil. Lepa. Ja, ker se nekam navežeš. Recimo, če ješ partnerski odnos, ti neka oseba všeč, zgradiš odnos, greš v neko intimo, bližino in s tem se tudi odločiš, da ne boš šel z drugimi osebami v spolni odnos, recimo. Ali pa ne vem, ko začneš kariero graditi, vsi vemo, da ne moreš v resnici nekaj pomembnega prispevka zgraditi, če se temu nisi na nek način trajno zavezal. Recimo ti delaš podcast, in če ne bi tega delal zavzeto že več let, ne bi uspel se na nek način pozicionirati. Če bi recimo vsake 2 meseca šel izbrati drugo početje, drug medij in tako naprej. In na nek način bo te kdo od zunaj pozval, pa bo rekel, ta Jure, on se včasih bil faca, je šel z nam ven, zdaj pa sam še tole dela. In bo doživljal kot izgubo svobode. Tako da to so zelo abstraktne stvari. In ne moreš ti v nekem, več mi živimo v enem univerzumu, ki je dinamičen univerzum. In to je pomembno, da razumemo, ker je nemogoče biti skozi v enem stanju, smo v nekem kvantnem polju, ki se stalno spreminja nekaj. Na šum to stalno spreminja, okoliščine stalno spreminjajo, vplivajo. In ti ne moreš skozi nekaj biti. Jaz spomnim, enkrat je bila ena klientka, je prišla k meni na neko osebno svetovanje, se rekel, kaj si prišla, kaj je cilj? In je rekla, rada bi bila srečna skozi. In jaz sem rekel, a imaš mamo? Je rekla, imam. Se rekel, imaš rada? Imam. Ona je bila odrasla, 35 let. Se rekel, če pa tvoja mama umrla, bo srečna. Pa me tako začela gledati, kako to misliš? Jaz sem rekel, si rekla, da hočeš biti kot srečna. Če ti jaz zdaj pomagam do tega, boš pa srečna, če ti mama umre. Rekla, to pa gotovo ne bom. Se rekel, kaj pa boš? Prav, verjetno bom žalostna. Se rekel, to bi bilo tudi edino pravilno, čustvovanje takrat. In ti to, da želiš biti tako srečna, je napačen cilj. Tisto, kar si rabiš želeti, da boš znala biti v življenju avtentična. Se pravi, če si srečen, boš srečen, če si žalosten, boš žalosten, če nisi nič. Prav, ko imaš nek čim dober stik s sabo, ki si lahko tukaj in sedaj, se ti pravzaprav živiš v skladu z tukaj in sedaj, ne pa z neko etiketo. Srečen sam, ne veš 40 let kot Joker. Skratka, ta avtentičnost je mnogo bolj pomembna v življenju kot neka popularna etiketa, recimo, da si jo. Se je žadne življenje ni Instagram slika. Tako da avtentičnost.
avtentičnosti bi se rad malo bolj dotaknil s tabo. Me res zanima, kako jo ti vidiš. Meni veliko ljudi pohval podcast, pa vse, kar delam, pravijo, ta avtentičnost tvoja je tisto, kar mi je najbolj všeč. Ja. Pa jaz jo po svoje mogoče razlagam, pa me zanima, kako ti vidiš avtentičnost. Kaj ti to pomeni? Avtentičnost je zahtevna zadeva, ne? Ker imaš res veliko na sebi delati. Ljudje, kadar smo v odnosih, saj na prvo žogo, ko nekam prideš v nek odnos, nisi avtentičen. Si pravzaprav obče je to, vedno si najprej previden, kam sem prišel, kaj pa je tle prav, kaj pa je narobe, kaj pa je dovoljeno. To v bistvu izhaja iz naše potrebe, da bi bili varni. Recimo, dejansko ti v kakšni družbi si lahko ogrožen, če narobe napravljen tja prej. Ja. Pa če se napačno vedeš. To je nek samo zaščitni mehanizem, to vrstno razmišljanje, opazovanje, tako da ga ne problematiziramo. Se pravi, ta rečemo, primarna neka adaptacija je normalna, ko nekam prideš, potem pa gledaš, kako je varno, kaj početi, kaj si sprejet. Se pravi, da smo nekako varni, pa sprejeti vedno želimo. Pa čez tam pa malo nagruntavaš, kako je. Pa veš, kaj lahko rečeš. Tako da ponavadi do neke tega, da spoznamo nekoga, kaj še res vedno rabo daljši čas dnevno preživeti. In pa tista neka resnica pride v njemu ven, ne rečemo, ta se je 3 mesece se zadržal, zdaj se je pa sprosto, pa take govori, sploh nismo videli, da je tako zabaven človek, recimo. In takrat se nam zdi avtentičen. Ampak jaz mislim, da je avtentičnost še globja. Tem recimo potem, ko gremo pa vase, pa vidimo, da je tudi en kup stvari, ki jih počnemo, tudi če potem je po nekem odaljšem obdobju 4 mesece pač zdaj spuščen, drugačen, več pokaže kaj prej. Še vedno bi lahko videl, da je v njegovemu početju in kupenih ozorcev, se jih je skozi življenje naučil, kako ugajati, kako se za neko pozornost boriti in podobno. In če veliko delaš na sebe, greš globje, se potem začneš tudi v neki odrasli fazi spraševati, a sem res to jaz, ali res to potrebujem, a sem kot en 4-letni otrok mogoče želel ugajati, pa ta vzor še vedno o meni. Potem si rečeš, ne, si v bistvu ne več, takrat sem hotel mogoče, če je to pozornost pritegneta, zdaj se pa podobno pol vedeš, pred nekimi ljudmi, ki hočeš neko pomembnost dobiti. In pol, ko začneš to na nek način biti pozoren, pa to spreminjati, prihajaš do neke še bolj avtentičnosti. Jaz mislim, da jaz gosto govorim, jaz sem veliko delal v duhovnih delavnic, recimo, z ljudmi na tem delu razvojno delo. In vedno sem govoril, da delo na sebi je v resnici potovanje proti sebi. Delo na sebi ni, da ti postaneš nekaj, kar nisi, ampak je, da se osvobodiš tega, kar nisi. In bolj, ko greš proti sebi, bolj avtentičen si. To je zame avtentičnost. Lupljene čebulce. Ja, ta čebula je zelo hologramska. Če bi bila samo tako linearna, da sem nekaj odlupil, pa sem nekaj odlupil. Na poti tako dela na sebi je kar precej enih pasti, ti ego nastav. In daj seveda misliš, da si totalno zmagal, pa si v resnici izgubil. Tako da mogoče je tudi fajn, da delaš na sebi, da imaš kakšnega učitelja. Imeti ljudi okrog sebe, ki vejo, ki znajo, je veliko bogatstvo. Niso za manj včasih ljudje sanjali o tem, da bi ob nogah učitelja recimo preživeli. Saj bi rekel, neki ljudje so na duhovno počli, pa so imeli razne mojstre, ki so vedeli, kako nekoga nekam pripeljati, ali mu pokazati, ali mu pomagati, ali mu prepoznati. Svet, v katerem živimo, je iluzija, pravijo vzhodnjaške filozofije. In vse te iluzije na nek način krekati ni tako preprosto.
Jaz spet imam eno metaforo, pravim, recimo predstavljaj si, da greš v Afriko loviti leve, te z avionom pripeljejo, to je neka metafora za ego. In potem te na letališču, ti pa levo v življenju nisi videl, samo slišal si, da so tam neki levi in da je to najboljši plen, da lahko ga levo loviš, se pripelješ tja s puško in te na letališču lev pričaka in reče, jaz bom tvoj vodič in te potem vozi 14 dni po Afriki in streljaš antilope, streljaš bivole, on pa reče, res smola, nobenega leva ne vidva, in potem po 14 dneh te spoka na avion pa reče, več sreče prihodnji čupam. Probusi. Ja, in tako nas tudi, rekel, ego z nami to dela, kadar delamo na sebi. Zdaj je, seveda, se je vse ego. Spravi, ko ne bo več ega, potem sam še ko se posveti, malo zlatka prahu, tebe pa ni več. Zdaj, eni govorijo, da je seveda največ problem v egu, jaz pravim, da niti ne, ampak v tistih delih ega, ki so disfunkcionalni problem. In ego ima veliko različnih delov, ker če preko da imaš nek računalnik in imaš noter veliki nekih datotek in nekih fajlov in nekih programov in rekel, če računalnik potem ne dela dobro, reče, imajo probleme v programih. In ne vseh ne, samo tistim, zaradi katerega se ti, podirajo ostali, recimo, ali pa zapirajo, ali pa, ker recimo, če je en program virusen, ki ti potem vse direktorije nafila in podobno. In isto je tudi z egom, mi dejansko ponavadi, ko delamo na sebi, ves čas z nekimi deli svojega ega operiramo, in ti deli nas na nek način lahko vedno naše razmišljanje kontaminirajo, ko lev tam. Kaj bi rekel, da je mogoče pravi oziroma efektiven način, da to svojo osebnostno rast delaš na tak način, da ima ego manjšo verjetnost, da te bo nastavilo pasti? Kako se temu izogniti? Kaj bi rekel? No, se pravi, zelo pomembno je, da najdemo ljudi, ki nam lahko pri tem pomagajo. Sam odkriti na novo vse skupaj je res zahtevno. Recimo, če bi gledali psihoterapevtske pristope. Zdaj, ljudje so seveda raziskovali to, kdo smo ljudje, kakšni smo že tisočletja, in imajo tudi neverjetna znanja, so imeli recimo šamani. Recimo, če gledamo šamanizem, je neka izvorna duhovnost na tem planetu. Kjerkoli bi iskali nazaj po planetu, bi videli, da so bili v Avstraliji, v Južni Ameriki, v Severni Ameriki, v Afriki, v Evropi posod, Sibirija. Ta prva oblika duhovnosti pa šamanizem. In če bi gledali njihove koncepte, kaj so jih imeli, so pravzaprav grajeni v vsak sodoben psihodinamski pristop na nek način. Zdaj ne želim reči, da je neki freudijanska psihoterapija enako šamanizem, ne čistko, ampak nek koncepti, razumevanje človeka, našega uma, naše zavesti, energiji, vzrokov za naše težave. Recimo, šamani so imeli neko logiko, so rekli, da vse težave na tem svetu imajo samo dva vzroka. Vse težave. En razlog je, da je na tebi nekaj, kar ni del tebe, ne bi smel tam biti. Drugi razlog pa je, da tam en del tebe, ki bi tam rabo biti, manjka. Da si šel stran. In tam recimo iz tega izhajajo recimo njihove tehnike, kot je recimo povratek duše, ki pravzaprav oboje dela. Po eni strani te osvobodi nekih delov, energiji, osebnosti, ali karkoli, kar niso tvoji. In to prav dela, to, kar naš ego je, recimo prav rekel, vse, kako jaz razmišljam, ni nujno, da je moje. Se vam razmišljal, da sem pridobil od svojih staršev, od svojih učiteljev. In če bi recimo rekel, da je nek moj starš imel nek predsodek, bi jaz zdaj rekel, ženske so pa slabe voznice. Pa bi jaz vprašal, Miha, je to res? Ti si razmišljajoč človek, da je vprašal, je to res? Pa si rekel,
Ne, v bistvu ni madonca. Moj oče se je recimo za volanom to drl, ko sem bil otrok, ko smo se vozili po cesti, pa je kakšna bila voznica, ne. In pa on rekel, ja, potem še rabiš tako razmišljati o ženskih voznicah. Veš, da ne, ne? To je na nek način nareden proces, tak šamanski, ne bi se osvobodil enega dela osebnostnega, ki sem ga prevzel, recimo, da enega starša, recimo. Ne? S tem, da ga vzavestaš v bistvu. Ja, zavestaš, no, seveda šamani so kupenih tehnik izvajala, raznih čiščenj in tako naprej. Ja. In so bile tudi efektivne, ne? Recimo, primer, enkrat sem poslušal enega, ki je razlagal, da so, ne vem, te nativni prebivalci, ki jih mi imenujemo indijanci, recimo, ne, v Ameriki, recimo Komanči, ki so šli na vojno, na vojne pohode, ne, nikoli niso spustili vojščakov nazaj v vas, ko so pa šli z pohoda. Nikoli. Zato, ker praktično ti ne moreš ali poškodovati drugih ljudi v nekem boju, ali pa jih ubiti, ali pa oni poskušajo tebe, ne da bi se na nek način nekaj ti zgodil, psihološko, da bi si neko energijo ne izmenil z njim, ali karkoli. Ne. To vidimo recimo zdaj iz ZDA, ko prihajajo vojaki iz Afganistana, pa so prihajali pa iz Iraka, nekakšen veliko stopno teh podtraumatskih sindromov imajo, ki jih potem ne znajo seveda na nek način pomiriti, in ne znajo se, pa ne zmorejo se nazaj v družbo vključiti, v družino vključiti in kakšno veliko stopno samomorov imajo zaradi tega. Je zelo zdar podatek že, da ne vem, več kot 100,000 ameriških vojakov samomor naredili, teh, ki so se vrnili iz Iraka, Irana. In ti indijanci so pa dejansko imeli 3-tedensko karanteno, kjer so potem šamani te vojake na nek način očistili, tako da so se lahko nazaj socializirali, se pravi, niso hoteli s tem njihovimi travmami kontaminirati potem okolja, v katerega so jih vračali, njihovih družin. A si ti bil kdaj na kakšnem obredu šamanskem? Ja, jaz sem se kar nekaj s tem ukvarjal. Ja. Lahko daš kakšen primer, ali je taka tema, da ne bi govoril o njej? Lahko, nisem nikoli kakšnih takih obredov izvajal. Recimo, tudi sam sem delal šamanske delavnice. Najprej sem začel leta 2005 z eno delavnico, ki se imenuje Aktivacija zavesti telesa. To je super delavnica, še zdaj jo kakšno naredim, sem tartjatko, enkrat na 2 leti, recimo. Ko za dušo, jaz rečem. Jaz sem enega gospoda sem imel, ena skupina, nas je bilo v Sloveniji, gospod iz Avstralije prihajal od leta 2000 do 2003, ker nas je učil delo z energijam, pa razne tehnike, pa porabo transa, pa nakopljenih zelo koristnih stvari. Jaz sem pravzaprav tam nekako dojel, da je to una pot, po kateri želim hoditi. Tam sem začel z ljudmi delati, ker tam v tistem obdobju sem še vedno veliko nekih težav in stisk sam sabo, kot so prej začela, 17 leta. Takrat sem bil star že 31 let, pa sem še vedno imel tega kupa. In potem smo prav na teh delavnicah, so bile zelo praktične, ker nas je učil veščin, tehnik, kako ali pa pomagal razumeti, kaj ljudje sploh smo, pa kako funkcioniramo. Sem se tudi naučil, ko se odstranjuje take stvari. Jaz nisem mogel verjeti, jaz sem bil največji nevernik od vseh. Kako da je to lahko res, da tebe nekaj čustveno boli in potem se to z neko tehniko odstrani in tega ni več in je nepovratno v redu in to ne more biti res. Tako da jaz sem bil ves čas skeptičen, res tako ta najbolj skeptičen, ko smo se te stvari učili. In pa še spomnim, da smo se dobivali, jaz pa nekaj kolegov, enkrat na teden, 3 leta in smo te tehnike drgnali. Vedno na vsaki tehniki, jaz si bil v vlogi nekega klienta, ki si vzorc svoj predeloval ali pa si nekega drugega pelal čez en proces, tako da oba benefita smo imeli. Po eni strani smo te veščine osvajali, fajn je, če na stvari so vlaš tiskte en od teh ponoc posle ven vrže, pa po koncu skočeš, pa tist narediš. Tako da je bilo res fajn to, to mi je zelo pomagalo potem v nadaljevanju, da sem to kvešč postal teh stvari. Drugo je pa se pravi, res nisem verjel in sem rekel, to ne more biti res, da me nekaj boli, da
in da se da to odstraniti. Zakaj pač ljudje to imamo, zakaj trpimo, zakaj imaš cel življenje neke bolečine, omreš z njimi, zakaj ne daš tega stran, če se da. Ampak nisem verjel, je bila ta repeticija, me je pa pravzaprav tak nevernik v te stvari, ki sem jaz ga ni bilo nobenega. In jaz še lepo sem ta 250, ta 300, to tehniko na sebi doživel, pa videl, da res bolj sem počasi začel se mehčati. In pa sem rekel, to moram jaz delati, to jaz hočem ljudem dajati, to je škoda, da sam za sebe uporabljam. Tako da tam sem na nek način neko karierno odločitev naredil, da hočem tudi jaz potem coach biti, trener biti. Tako da potem, ko sem začel leta 2005, sem imel prvo delavnico, sem imel prav to šamansko, ker sem se tudi od njega naučil. Šamanska, nič tazga ni. Te delavnice je šlo že čez nekaj 100 ljudi do zdaj. In kaj tam učim? Tam recimo v 3 dneh vedno se uporablja se šamanski boben, kar je ful dobra izkušnja, gremo neke tako potovanje recimo. Ampak bistvo te delavnice je aktivirati zavest telesa. In na nek način naučimo ljudi uporabljati, prepoznavati najprej in uporabljati telesno telepatijo. Zdaj večina ljudi misli, da je to neka znanstvena fantastika, ampak naša telesa se res čutijo med sabo. In če to prepoznamo, lahko temu začnemo malo zaupati, in pa se tudi v 3 dneh nauči vsakega tam, kako te občutke razume, pa kaj pomenijo. Na nek način se naučiš to tudi na drugih detektirati, potem, da ti nek pomen dobi. In pa se tam tudi naučimo dosti preprostih tehnik, šamanskih, seveda, da to odstranjuješ. In da neverjetno, kakšne velike spremembe, olajšanje, očiščenje ljudje doživijo samo v 3 dneh. In ni nobene stvari potrebne. Se pravi, tam noben ne dobi od nikogar nekih sposobnosti, energiji, ni neke inicijacije, ničesar, dejansko samo ljudem pokažem, tole imaš, to sposobnost imaš že cel življenje, ki jo ne uporabljaš. In tak fajn proces, ko to noter pripeljaš. Ker si rekel, da si kle v tem obdobju, ko si odkril ta orodja oziroma tega učitelja, ki te je naučil te obrede delati. S čim si se pa takrat soočil? A so bili isti oziroma podobni problemi kot pri 17, 18 ali so bili drugačni? Ne, drugačni. A veš, sej problemov nikoli ne zmanjka. Recimo, razen če jih nočeš videti. Meni se kdaj tako zgodi, ko imam kakšne delavnice, pa ljudi potem vabim, dajte razmisliti, kje je vaša kakšna priložnost za spremembo, za razvoj, kaj bi želeli. Pa se mi tako zgodi, jaz osebno imam skozi nekako zaznavam, kaj bi lahko še izboljševal. Ker ti v resnici ne veš. Recimo, vedeti moraš, da naš osebnostni razvoj se nekako konča, pa ni čisto pravi izraz, nekako osebnostno se razvijamo do 18. 20. leta. Kaj si to pomeni? To pomeni, da smo večino vzorcev nabrali, po katerih bomo funkcionirali. Ti, recimo, če starš rataš pri 36. Ideja, kako boš ti kot oče, recimo, funkcioniral, se nisi pri 36 spomnil, to si pri 2, 3, 4 letih zgradil. Ko si star 36 let in sam postaneš oče, to ven pride. In če ti, recimo, od leta 17. leta do 30. delaš na sebi, pa milijonih vzorcev spucaš, so oni vsi tam latentno parkirani. Ti ne veš, kaj še boš, ko boš oče postal. In ko boš postal oče čez 6 let, takrat imaš spet vzem seznam in si piši. In tudi vzorci ne pridejo vsi naenkrat, v nekih okoliščinah. Jaz pravim, da vsi ljudje, ki jih imamo v našem življenju, so neke vrste soigravci v igri našega življenja. Imajo različne vloge, ob njih pridejo neki naši vzorci. Nekaj se spomnim, ki je ena moja znanka je rekla, so šla na kavo, pa je rekla, ja, moja sestra manjga tipa in zdaj,
kaj naredil z nje, kako je zdaj ona čudna, podrejena in tako naprej. In takrat sem dobil tak preblisk, sem rekel, veš, v bistvu on je nič z nje naredil, ampak ob njem se neki določeni osebnostni vzorci so pokazali, za katere prej ni vedela, da so v njej. Ampak glede na to, da je bil ta moški bolj mogoče, ne vem, posesiven pa agresiven, se niti ni videlo, koliko ima ona pravzaprav nekih adaptacij znotraj sebe, ker pač ni imela okoliščini, takrat so pa te njene adaptacije prišle kot neka komplementaren odziv na njegovo posesivnost. In tako se nam dogaja. Zato pravim, da nikoli ne moreš v resnici zaključiti dela na sebi, ker jutri te čaka neka nova okoliščina življenjska, neka nova vloga, neko novo početje, ker nikoli še nisi bil. Recimo, da si ti zdaj bi bil nekdo star 25 let, pa že nekaj na sebi naredil, pa zaključ tudi. In jutri dobi, ne vem, službo. Sigurno se bo pokazal 40 vzorcev, ki bo na nek način, bo mogoče premalo se bo izražal, se navznal na nek način aktivno vključiti v svojo kariero, ne bo v skupino prispeval. To vse lahko seznam delaš in si reč, ok, čez eno leto si bo v mislu partnerski odnos, si bo kar nekaj pokazal, kakšen je zdaj kot partner, čez 2 leti bo rato oče, čez 4 leta bo rato vodja oddelka in tako naprej. In vedno, ko stopaš v neko nove okoliščine, ali pa se nekaj spremeni, te drugi vzorci vam pridejo. Tako da, če mene vprašaš, so ti vzorci, veš, kot en displej za čigumi v trgovini, da ti potegneš in čigumi ven, pa na sekundah mah, pa že drug čigumi ven pride. Ne, jaz tudi imam tako feeling, da nekaj na sebi naredim, je tako 3 dni svoj dober, pa spet nekaj pride. Tako da v resnici, če želiš na sebi delati, je vedno nekaj. Ja. In nek benefit oziroma rezultat dela na sebi je v bistvu sposobnost opažanja, kdaj se nek vzorec pojavi, ki je mogoče nov oziroma ne nov. Iz preteklosti, da vidiš, da se je tvoje obnašanje oziroma kako deluješ spremenilo oziroma kakšne občutke imaš. Seveda, recimo, ko časa delaš na sebi, se tvoja kapaciteta za spremembo izredno poveča. Kar pomeni, da dejansko lahko, ne vem, če bi gledal kakšno stvar, ki sem pred 30 leti želel pri sebi spremeniti, ki je bil cel proces, ki je bil več, mogoče nekih psihoterapevtskih obiskov, karkoli, ali neko delo na sebi. Zdaj mogoče samo dejansko dovolj, da to ozavestam. In je neko kapaciteta, neka osebnostna, da narediš spremembo, res neizmerno večja. Še vedno rabim druge. Da me zdaj rekel, zdaj sam, da se vrata nek super meš. Ampak je tudi tako bo rekel z klienti, ki jih imam, se pravi od leta 2005 z ljudmi delam, zdaj to skoraj že 20 let. Sem srečal par ljudi, ki so pa tudi dlje časa, ki z mano delali, imeli večjo motivacijo in neizmeren užitek mi je skrešnjo izmeni delati, recimo, ker tudi vidiš, koliko njih stvari človek dejansko lahko izboljša v svojem življenju. Zdaj, izboljševati sebe ne pomeni, da ti nisi v redu, to je pomota. Recimo, recimo enega znanca, ki je, dela na sebi, pa je podjetnik, pa starš, oče, partner in podobno. In pride k meni pa reče, včeraj sem imel, ali pa 2 dni nazaj sem imel nek s svojimi otroci in način, sem bil agresiven do njih, vem, da to ni v redu. A ni fajn, če recimo neka odrasla oseba, ki oče do teh svojih početij na nek način uzavesten in selektiven. Recimo, kolikrat so starši pa polnoma neselektivni, pač recimo agresiven do svojega otroka, besedno, lahko tudi telesno, nikoli v življenju se ne ustavi, nikoli ne pomisli, nikoli ne spremeni svojega vedenja. In taki smo lahko, se pravi, da lahko nekaj izboljšamo, smo lahko partnerji, sami zase, do sebe, do otrok, do celega sveta. Skozi na nek način
je treba razumeti, ne, da edini motiv za rast ni imeti probleme in bolečine. Ne, mi lahko vsako stvar izboljšamo. Ne. Vsako stvar lahko naredimo lepše, bolj elegantno, odlično. Bolj modro, karkoli. Zdaj, se pravi, a moramo za tem strmeti? Pa niti ne, jaz pravim, da je za koga, ki stalno dela neke spremembe, je tudi največja sprememba, da se mu na trenutek ni treba spreminjati. Ja. Pa lahko, 3 mesece v luft gleda, kar se tega tiče. Ne. Ampak ti se hodo biti, da se mi tako zdi, ko imam kakšen vodstven trening, ampak še drug trening, da ko rečem ljudem, dajte razmisliti, kaj bi vi pri sebi želeli, kaj bi se želel na novo, da pa dodatno naučiti, kaj bi želel izboljšati, nek odnos, ko drugače prispevati v nek odnos s sodelavcem, doma z otrokom ali karkoli. Te kaj boli v življenju, se če se osvobodijo, in potem med 12 letom gleda tako, in si jaz mislim, edini grešnik, tem pa 12 apostolov pred mano. Dejansko res mislim, da ima čisto vsak priložnost, da bi nekaj rastel, izboljševal in tako naprej. Ampak se pravim, to našega dela, našega. Če se vrnem na tisto malo ugotovitev, a je z mano nekaj narobe, a je z drugimi nekaj narobe. Pa, če ti ugotoviš, da jaz sem plašen, jaz nisem ustrezno socializiran, meni manjka veščina komunikacijska, jaz se rabim počutiti okej sam s sabo, jaz rabim čutiti, da sem vreden, da sem pomemben dovolj, da grem med druge ljudi. Jaz si lahko dovolim in vreden sem dosti, da se me drugi dotaknejo psihološko, telesno in tako naprej, in jaz njih. To ne pomeni, da sem slab bil kot oseba. Pomeni samo, da nisem bil vešč, da sem bil plašen in tako naprej. In to pomeni izboljševanje sebe. A si kdaj raziskoval, ko si že naredil nekaj na sebi, iz kje so te vzorci prišli takrat pri 17, pa pol kasneje? Kot si šukaj v preteklost, pa mogoče, to je bila posledica nečesa. Da moraš drugače na sebi delati, kot da bi šel v preteklost. Jaz sem ogromno z ljudmi delal, tako kot v nekem smislu osebnostnih sprememb, nekaj let prakse s tem. In vedno greš v preteklost. In potem je pa tako, tudi nima nobenega smisla kriviti staršev. To je tudi eno pomembno spoznanje, pa preskok. Ker recimo, vedno lahko gledamo, seveda je družina velik vir nekih okoliščin, kjer otrok dela spoznanja, kjer naredi zaključke, kjer, če imaš neko funkcionalno družino, je mogoče teh zaključkov manj. Zaključki tako nastaviš, recimo, lahko imaš najboljšo mamo na svetu, pa je otrok, recimo, star 1 mesec, pa pol, recimo, mami si perilo se je opralo, otrok spi, mama reče, sam ti recu ne grem obešati. 3 minute gre na vrt tisto, 3 plenice obesati. Prije nazaj, otrok se je izbudil v tistem obdobju, času, recimo, in se je prestrašil, imaš lahko cel življenje krč v sebi. Lahko imaš nezavedno vzorc, mama ni dobro skrbela zame in podobno. Zato pravi, da mama ti resnično nič ne dela. Drugo, če bi mama cigareta ne mogašala, to je druga situacija. Ampak otrok dejansko naredi zaključke tudi iz takih okoliščin. Zdaj pa, ko imaš funkcionalno družino, se pravi, manj je tega, pa še vedno je. Tako da ljudi, ki niso v nekem otroštvu nekih neokej zaključkov naredila o sebi, v svetu, drugih skoraj ni na tem planetu. Tako da, vendar pa, rekel, ko gledam, je vzrok, zdaj pa šamanizma izhajam, pa vsega dela, kar sem z ljudmi delal, vzrok za naše te energije, v katerih bivamo, pa povzroča te naše občutke, pa vzorce, pa misli, pa početja. Jih je več. Eno so proti naše dediščine, ki preko staršev pridejo do nas, to bi lahko rekel preko naših predniških linij. In vemo, da vsi ti vzorci družinski se jih nista moja starša spomnila. Ona sta sam nek edinstven gestalt naredila v vzorcu iz mamine rodbine, vzorcu iz očetove rodbine. In vemo, da ti vzorci saj ne 7 generacij nazaj segajo.
In kako ne zdaj nekega pra deda, recimo, krivim za to, kako ne vem, se je moj oče do mene obnašal ali pa se ni obnašal. A ne, zdaj, to je tisto, a se meni dogaja vse, ampak a je to on prav zaradi mene to delal. To pa ne, me ozorce, tudi sam. Ampak, ko ti delaš na sebi, pa nekako se soočaš s temi vzorci, pa jih v sebi razrešiš, to pomeni, da si ti razrešil tudi naslednje generacije, ki za tabo pridejo. Ja, tako kot imamo mi prednike, smo tudi mi prednik nekomu. Se pravi, če imaš ti danes nefunkcionalne vzorce, si ti darilo 7 generacijam pred sabo. To je več kot 250 ljudi, če tako pogledaš. Recimo, spomnim se svojega študija psihoterapije, ko sem se učil transakcijsko analizo, profesor, predavatelj, ki smo ga imeli, lepo rekel, če ima otrok enega zdravega starša, tle mislim osebnostno, je to veliko darilo zadnje, kar pomeni, imaš možnost. Recimo, da bi imel mamo, očeta, ki recimo, da bi imel en izmed njiju osebnostne poteze, ki niso v redu, zraven špenga starša, ki pa pravilno ti ponudi varen odnos, intimen odnos, te spodbujati, pomaga dobro samo podobo graditi. Vedno imeti fajn v življenju nekoga, ki ti je lahko ti daje neko polnomočenje, dobro samo podobo. Ne daje ti jo, samo pomaga ti upaziti, da to v tebi je. Jaz sem že videl primer, recimo, ko imajo recimo ljudje iz nekega okolja izhaja, ki tega niso imeli, recimo iz domače družine, ki lahko učiteljica v šoli recimo lahko doprinese. Ja, recimo jaz sem tako izkušen, ko imam z teh procesov osebnostne spreminjanja, sem z ljudmi delal. Je zanimivo, da šola ali pa učitelji v šoli skoraj nikoli niso aktivne vloge imeli pri tem, kako je nekdo osebnostno se oblikoval. Vse kaj so imeli, kakšne situacije so bile iz šol, recimo, da bi vprašan, pa se je pa nekaj zgodil, pa so se mu sošolci posmehovali, ampak dejansko je otrok razvil patologijo iz socializacije z sošolci, ne z tega, kako je recimo učiteljice reagirali. Ali pa je potem prišel domov, pa je starš odreagiral tako, da je potem neko zaključek slab po sebi naredil. Skoraj nisem videl neke take transakcije neposredno med učitelji in učenci, da bi razvijali. No, pa če se vrnem nazaj, se pravi, naši vzorci sigurno nastajajo skozi naše te rodbinske vzorce in družine, vse, kjer odraščamo. Po drugi strani pa zdaj, za filozofski koncept, je to možno, pa dejansko tudi naše pretekla življenja vnašajo v ta naš življenje kar nekaj dinamik, zdaj to v nekih psihoterapevtskih procesih, pa bolj alternativnih, se ljudje sami vrnejo v pretekle življenje. To moram podati, brez da bi jih jaz pozival ali pa dopozival, pa dejansko jih spomin odnese preko rojstva. In ko tam ti terapevtsko razrešiš zadevo, v tem življenju on dejansko preneha neko vzorc funkcionirati. Tako da jaz nočem zdaj, nikoli nisem želel razglabljati, če je on res 16 življenj nazaj, ni šel. Ja, jaz tudi to pravim, v bistvu ni važen, zdaj to njegov kreiral neko zgodbo, je to realen spomin, ali ne, glavno, da se v tem življenju neha neko čustvovanje, neko vedenje, ki ni v redu. Točno to. In isto ti čisto ena naključna situacija ven potegne kdaj kakšen občutek, pa je lahko krivda, recimo. Ja. Pa ti krivdo čutiš zaradi daleč nazaj, ker se ti je nekaj zgodilo, ali pa ne vem, jeza do mame. To je tisto, kar je rekel, preokoliščine. Recimo, ogromno vzorcev nam potegne telesno spreminjanje, ki se dogaja skozi odraščanje, staranje. Recimo, kot pride deček v moško telo in mu začnejo recimo dlake poganjati, pa testosteron se pojavi, se neki vzorci sprožijo, kar se drugačne. Recimo, ogromno vzorcev sproži kemija, zdravila, lahko alkohol, lahko droge. Se pravi, tega se ljudje ne zavedajo, ampak dejansko vse, kar ljudje doživljajo v nekih stanjih, ko se z neko substancam, ni nujno samo neka halucinacija, ali pa da sem bil zadet, pa se mi dogaja. Dejansko so spomini to. Recimo, lahko so se neke okoliščine, kako sem prej rekel, odrastaš, greš v službo, prideš v druge okoliščine. Se pravi, spomini, ki jih mi imamo,
pridobljeni v tem življenju, pridobljeni skozi rodbino, pridobljeni, rekel, tudi mogoče skozi izkušnje preteklih življenj, zdaj, če to verjamemo, ali karkoli. Pa še kaj bi se najdela, dejansko nekje latentno čpijo nas te stvari in potem pridejo ven, ko se pravi, ali dobiš eno ta pravo kemikalijo v telo, ali ti brada zraste, ali rataš oče, mama, ali ne vem, dobiš milijon, ki ga prej v življenju bil. Recimo, ker reče, nekdo je dobil denar, zdaj pa vidimo, kaj še nje. Ja. Pa denar ga je pokvaril, sploh nobenega ni denar pokvaril, pa še zdaj, ki je dobil milijon, vidiš, kaj še pa če, ko ima milijon. Recimo, če pa najde 1 kilo kokaina, bi ga nesel na policijo, in bi ga pa pojedel zdaj, pa bi ga zjutraj najdel mrtvega, ne pa prekalja kokain ga je spridil, ni ga. Se pravi, stvari nikoli ne naredijo, mi naredimo to. Se pravi, hotel sem te vprašati prej, ko si omenil starševstvo, tudi pa to, sem pred kratkim rad oče in sem tudi opazil, bolj ne, koliko me v določenih situacijah naredi nemirenega. Dejstvo, da ne rabim sam zase poskrbeti, ampak v bistvu moram sebe umiriti, če sploh hočem poskrbeti za nekoga drugega. Kaj si ti pri sebi opazil, recimo, ko si rad starš, pa si bil na tej svoji poti? Pa kaj bi mi nekako kot oče svojih otrok rekel meni, da je nekaj, na kar ne bom pozoren? Predvsem prav to, si zdaj rekel, ta nemir sem tudi jaz takrat. Recimo, ko se moja hči rodila, sem enkrat opazil, da je stara en teden, koliko sem bil, ker nekaj ni tako naredila, sem si jaz zamislil, ko sem bil jezen, recimo. In v tistem hipu sem to opazil v sebi. Sem rekel, Miha, kaj je s tabo? To je teden, 2, staro dete, res, tako otrok, nič ne naredi tebi. Nič, Ampak v meni je bila jeza, ker sem v tanko življenjsko izkušnjo, ker neko ravnanje sem bil deležen ali pa obravnaval tazga tipa, da se vzorec zbudi. In jaz sem bil takrat res tako hvaležen sam sebi, da sem zmogel to hitro opaziti, da nisem potem z otrokom nekaj počel, kar ne bilo redno. Ampak še vsem sem mogel zmenedžirati. Tle ti mogoče dam zdaj rekel en tak tip of the day ali pa of the life. Ljudje dejansko lahko dostopajo do vseh stanj notranjih, ki jih ti potrebuješ za nekaj. In eno zelo močno vprašanje je, ker rečeš, kako bi se jaz zdaj rabo počutiti, tako, kaj bi ona potrebovala od mene in kako se jaz rabam za to počutiti. In videl boš, da se ti v 3 do 10 sekundah tista energija razvila znotraj tebe. In sploh ne rabiš nič racionalno delati. V smislu, da preko, rabam mir, kako zdaj mir, jaz ne žučen mir, Če pa ti rekel, recimo, kam je že deklica? Deklica, Če še rekel, recimo, kaj zdaj ona rab od mene, da se bo pomirila? Boš videl, da se bo v nekaj sekundah začel mir vate, ali pa moč, recimo, ni vedno mir odgovor, Mir je izredno pomembna energija. Jo pa veliko ljudi meša s pasivnostjo. A bi rekel, da je najbolj pomembna? Nikoli ni sama ena energija pomembna. Recimo, če ti hočeš makarone skuhati, rabiš makarone, vodo, posodo, električno energijo, štedilnik, znanje, kako narediti delo, ki bo ne osebo z delom, ki bo to naredil pa čas. Kakorkoli ti nekaj od tega manjka, ti makarono ne boš jedel. Rekel, vse imam, samo vode nimam. A pa imamo vse, samo elektrike nimamo. Ni makarono. Kar vidiš, 8 energij nastopa, da ti nekaj lahko produciraš. In v tem svetu, ker mi živimo, nikoli sam z eno energijo ne boš dosegel nič. Vedno snop nečesa. Rekel, če ti delaš z otrokom, moraš na nek način biti recimo odločen, hkrati pa ljubeč, hkrati mora biti mir v tebi, hkrati moraš še zabaven biti. In kako zdaj dosežeš, da si zabaven, pomirjen, odločen, všečen in tako naprej.
Se vprašaš, kaj takrat on rab. Ham to, in dejansko se stav to tepnoter. In vse, kar moraš svojemu nezavednemu zaupati, da bo to. In to vprašanje je odrešujoče. To je recimo v nekih terapevtskih procesih integrirano noter. Kaj bi se ti takrat rabo naučiti, da se tega osvobodiš, ali pa kaj bi on rabil zato, da bo lahko s tabo sodeloval. Ali pa, veš, vedno moraš imeti ta frame, frame moraš dati, nek ciljni okvir, kaj hočeš doseči. Recimo, če bi se rekel, kaj moram jaz zdaj pripovedati, da bo to, kaj jaz govorim za poslušalce, zanimivo. Recimo, pa se začne to na nek način spuščati vate ali pa porajati v tebi in tako naprej. Tako da, pri vzgoju otrok to vedno lahko rečeš. A bi to tudi povezal z odnosom s partnerjem, partnerko? To za vse na tem svetu lahko uporabljaš. Tudi za sebe. Veš, da naši možgani tako delujejo, rabijo miselni okvir. Če pa rekel, zdi se tle okrog, pa opazuj vse, kar je okroglega, ne boš videl reflektori na stropu, kozarci, ker nekrat možgani sam to opazujejo, nič drugega ne vidijo. Če preko poglej okrog in vidi, kar je modrega, boš videl mojo obleko, kaj je drugega prostoru. In možgani ti takrat začnejo na nek način prepuščati. Možgani imajo tako funkcijo, tako da se ta učitelj učil, ki sem prej ga omenil, da če mi možganov ne bi imeli, bi vas univerzum istočasno doživljali. V bistvu so selekcijski filter, tako da ti nekam pozornosti pa tisto prepustijo. In ta miselni okvir te povzroči, kaj z univerzuma vstop v tvojo polje pozornosti takrat. In če ti rečeš, recimo, kaj me on dela, name se spravo, bo že videl, zdaj rekel, kaj potrebuješ, da se maščov nekomu, ki se na te spravi, takrat si pa čezen, pa nemo. Če pa si rečeš, ona je ena mala deklica, kaj od očeta rab zdale, da se bo ona pomirila, pa da bo fajn z mano, pa da lepo preživa to popoldne, par sekund pa imaš v bistvu lahko ustrezna stanja v sebi. Pa prisotnost v trenutku, da si sposoben biti kle zdaj. Ne vem, če si to čutil ti takrat, ampak jaz največji nemir čutam, ko s glavo nisem prestvarjal, kako bi temu rekel. Ka moje misli preveč bežijo, recimo, kaj moram še vse narediti, pa kaj se je že zgodilo. Medtem, kada mi ne bi bilo dost, da samo sem z njo in sem pač na nivoju res minimalnega razmišljanja, na nivoju minimalnega dela. Lej, tukaj zdaj je pomembno. Tukaj zdaj je pomembno, ni pa spet edino. Recimo, mi imamo zelo slabo ljudje razumemo, kaj je čas. Čas v resnici kot tak linearen, ki ga mi obravnavamo, preteklost, sedanjost, prihodnost, v resnici ne obstaja. Vse pomika. Ne, sploh ne obstaja tako. Čas dejansko na nek način je celoten čas absolutno skozi prisoten. Samo predstavo imamo, nečesa, kar je že bilo, nečesa še kar bo, ali pa ne, niti ni nujno, da imamo predstavo, lahko imamo nek drug predstav, povem sliko, lahko imamo nek drug tip informacij, lahko je občutek, lahko je nek glas, lahko je Bog si ga vidi kaj, lahko je genetski zapis. Kupenih informacij imamo, v preteklosti, o prihodnosti in podobno. Zame to recimo pomeni naslednje. Sedanjost je tist stik duhovnega in materialnega, kjer se manifestira moja duhovnost. To je sedanjost. Recimo, če bi jaz rekel, ne vem, jaz sem se v preteklosti naučil, da če se otrok joka, da ga oddaraš, pa zapreš v sobo, pa da mir. In bom recimo zdaj, v tem trenutku, ko se bo recimo otrok jokal, se tako obnašal, kar povem, da se ta moja ideja, kako je treba ravnati, manifestira. Ja, je da jaz skozi svoje vedenje zmanifestiram.
Če bi pa en rekel, ne, Miha, to so čas s tabo tako delali, zdaj se pa tako dela, pa bi jim pokazal novo prakso, pa bi rekel, če boš ti takole lepo z otrokom delal, pogledaj prihodnosti, kako bo, recimo, če boš tako delal z njo, bo čez, pred 20 letih bežala v doma, s tabo nohota načmeni. Če boš tako delal, boste imeli super odnos, ti bo zaupala, tudi če bo šla, se bo vračala in podobno. In kar enkrat imam čist neke druge informacije, kar lahko zdaj. In zdaj bom rekel, prav, jaz sem dobil zdaj novo informacijo, zdaj, kako pravilno ravnati, ali pa kako drugače ravnati. Bom rekel pravilno narobe, ampak kako drugače ravnati. In zdaj imam tudi sliko prihodnosti, ena je taka, ena je una. Zdaj te informacije mi ponudijo možnost, da se zdaj drugače odločamo. In rekel, pravzaprav se zdaj obnašam čist drugače do otroka. In bi en rekel, s tabo so tako ravnali, ko pa zdaj ti lepo ravnaš, kako pa to? Pa preko, zato, ker vidim v prihodnosti, da hočem takole imeti z njo odnos. In vidiš zdaj pravzaprav te slike, nekega funkcionalnega obnašanja in izplen na koncu, me pripravijo do tega, da se v sedanjosti zdaj drugače obnašamo. In glitko bi še imel spomin preteklosti, glitko bi imel predstavo prihodnosti, ampak drugo informacijo imam. In sedanjost je tisti moment, ko se ti odločaš, kaj iz nekega oceana nekih ozaveščenih in neozaveščenih informacij, ki jih imaš o sebi, o svetu, o ljudeh in tako naprej, udejaniš v ta moment. To je sedanjost. Zame je sedanjost, se pravi, še enkrat stik med duhovnim in materialnim svetom, kjer ti udejanjaš svoje duhovne ali pa energetske te sfere. Okay. Kako pa si ti predstavljaš življenje kot življenje samo? To je zdaj malo filozofsko, ampak če bi te vprašal, kaj sploh smo mi, kaj sploh delamo tukaj? Zame je življenje zelo tehničen proces. Recimo, kaj bi rekel, na štedilniku pržgeš plinski štedilnik. In tam recimo, rekel, imaš en štedilnik, nima plina, ki ga je zmanjkalo in zdaj ni ogna, imaš en štedilnik, ki ga pržgeš, pa zagori, in potem se tam nekaj ta ogenj, ta temperatura nekaj dela. To je življenje v resnici. Se pravi, imaš neko ogenj znotraj sebe, dokler imaš to. Poanta življenja v resnici je en pogled, da je vezana na telesni obstoj. Vemo, da je nekdo živ, dokler je telo živo. Drugi strani, duhovno gledano, si bil pa živ že prej, si obstajal že prej in obstajal boš pol. Zdaj seveda težko to dokažeš, te isti rečejo, prej nič ni bilo, pa pol nič ne bo. Ampak jaz osebno verjamem tako, pa tudi skozi sem kupenih duhovnih uvidov in izkušenj in to sem nekako bolj verjamem, da obstajamo izven tega. In ko se pomakne ta del, naša bit, ko pride sem v ta obstoj, ne more dejansko v materialnem svetu, v materialnem telesu čist zafunkcionirati. In je na nek način zame življenje naš čas, tega se ljudje ne zavedamo, ampak ponavadi. In spravim, da naš čas je v resnici naše življenje. In recimo, če jaz rečem, kaj bom jaz letos počel, in potem sprejmem neke odločitve, in si postavim neke cilje in potem nekaj delam letos, sem pač eno leto porabil za nekaj, ampak recimo, da je to statistično gledano 1,79 mojega pričakovanega obdobja na tem planetu, v tem telesu. Se pravi, nekaj časa, dokler imaš čas, si živ, ko časa ni več, te ni več. In govorimo o času, seveda, ki ga preživimo v tem telesu, tako mi dojavimo življenjega človeka. Je pa res, da si ti v nekem telesu, imaš svojo neko identiteto, imaš socialno vlogo, in to je nekaj neponovljivega, v to se ne boš nikoli več vrnil. Ne v to telo, ne v te socialne vloge, ne v to družbo, ne v te prispevke,
Zato je vseeno človeško življenje zelo nekaj unikatnega za mene. Ne? Kar pa ne pomeni, recimo, če gledamo neko filozofijo, recimo iz Nidra joge, kaj imajo Indijci, oni govorijo, jaz nisem to telo, jaz nisem ta ime, jaz nisem ta zgodovina, jaz nisem ta občutek. In oni pravzaprav, jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se vsak človek vsake tog časa, recimo krat na dan ali pa krat na 2 dni tega spominjal, zaradi tega, da nismo tako navezani. Recimo, ko jaz vidim, zdaj smo vsi v enem obdobju, ko se treba izredno spreminjati, se spreminja, svet se spreminja, okolje, narava, tehnologija. 20 let nazaj mi ne bi podcasta snemala, to je neka nova tehnologija, relativno. In če bi identitetno rekel, se zabarikadiral, rekel, jaz to sam, jaz stvari delam tako, še 20 let manj do penzije, zdaj se pa res spreminja, si ne bi delal nekaj dobrega. Zato pa poidentificirati se preveč s tem, z nekim telesom, z nekim poklicem, z nekim početjem, to je napaka. Tisto, s čimer se moramo poidentificirati, da dojameš, da rečeš, jaz sem v bistvu neko kreativno bitje, ki se lahko soči, ki lahko kreira nove stvari, ki lahko se spreminja, ki pravzaprav ni to telo. Tle recimo vidimo, kad človek doživi handicap, recimo, pa je pred telesom poidentificiran, potem je lahko dolg časa potem nesrečen ali pa ne more več v to življenje povrniti. Če pa v bistvu dojameš, da jaz sem lahko v redu, čeprav zdaj recimo nimam enega dela telesa več funkcionalnega, še vedno sem živ, še vedno sem bitje, še vedno obstajam, še vedno sem vreden, še vedno sem pomemben. In zato dejansko avtentično, ne samo kot neko mantro, no te pa stiska, ampak si res pomirjen sam s sabo. Pa lahko živiš naprej. In zato mislim, da je pomembno, da se vsake tog časa spomnimo, da nismo neka lastnina, ki smo jo nakupičili okrog sebe, da nismo neko profesija, ki smo jo osvojili, da nismo neka niti telesna podoba, ki jo imaš. Recimo vidimo, koliko ljudi ima tudi stiske s staranjem, pa delamo vse živo, da bi ga preprečili, v končni fazi pa vidiš, da še nek Arnold Schwarzenegger, ki je cel življenje telo bildal, rata star. In tako, in če se ti spominjaš, da pač nisi to telo v samem bistvu, vsake tog časa, to ne zato, da se bi zasovražil, ali pa da bi se zanemaril, nič od tega, da razumeš to, resnično naravo sebe. Sprejemanje resnice, je to do neke mere in takrat se trpljenje zaključi, ko sprejmeš. Daj se šele začne. Resnica ni vedno samo olajšanje, resnica je eno boleče. Vse zato ljudje ne želimo se. Recimo, jaz sem videl, imamo ljudje zelo različne kapacitete za soočenje z resnico. Recimo, vidimo, ko pri razvoju vodja. Bi bilo zaželeno, da bi bile vodje čim bolj sposobni se soočati z realnostjo tako, kot je. To za obvladovanje nekih stvari, management nekih stvari. Recimo, če gledamo, če bi se svetovni voditelji bi sposobni soočati z realnostjo okoljsko tako, kot je res, bi pač se drugače odločali, kad se zdaj, koliko ljudi zanika, neko recimo globalno segrevanje. Recimo, jaz tudi vidim, v nekem podjetju so imeli stroj, na katerem je bilo napisan 20,000 kosov na dan, ne more biti bolj objektivne resnice in dejstva, kot je neka kapaciteta proizvodna na nekem stroju. In recimo direktor je kupcu obljubil 25,000 na dan, potem je pa zganjal nek agresijo na zaposlene in so potem dejansko imeli res zelo velike stiske ljudje tam. In jaz se sprašujem, zaradi česa enostavno ta direktor ne zmore sprejeti dejstva, da ta mašina, če vse idealno laufa, če ni nobenih lomov orodij, če ni nobene zamude v neki dobavi materiala, karkoli lahko 20,000 kosov na dan naredi. Zakaj ne more tega sprejeti? Zakaj potem popači resničnost? Zakaj je agresiven do ljudi, ki res nič ne more za to narediti, ne da so pasivni, ampak se res ne da, ker ima mašina omejitve.
In tega lahko gledamo skozi, da se ljudje niso tako zelo pripravljeni z resnico soočati. Vsi se kdaj težko, zdravniku pa hoče kaj zdravo povedati, pa ne, to se meni ne dogaja, to se drugam. Ali ti kdo poskuša kaj povedati, da osebnostno, kar počneš, ni tako fajn za ostale, ja, klincija gleda. Resnica ni zmeraj olajšanje, zaradi tega ljudje pogosto pačimo. In te mi rekel, seveda, spet v idealnem smislu, govorimo, vodje bi mogli biti zaljubljeni v objektivno resnico. Strinjam. Realnost je pa spet taka, da pač ni nujno, da so. Ja, zato se pa razlikujejo tudi vodje med sabo, kar je prav. Se pravi, eni, nočem reči, bolj si slabši, ampak bom rekel, eni dejansko delajo za dobro drugih, eni pa delajo bolj kaj ne v svojo korist, pa sebe probajo zaščititi. Saj take so bile moje izkušnje, ker sem delal v podjetjih ali pa delal s podjetji, da tisti vodje, ki so sprejemali resnico, tako kot je, in dejansko želeli ljudem, ki so jih vodili, samo to, da razumejo, kaj je njihova naloga, kaj se od njih pričakuje in kdo odgovornost za kaj nos, te so bili vedno uspešni. Ker so istočasno lahko pol objektivno človeku povedali, da ni bil uspešen. In ne samo na podlagi svojih pričakovanj, ki so nerealne, recimo 25.000 kosov bomo dostavili. Kako boš ti pol ravnal z ljudmi, če so tvoje pričakovanja nerealna, pa tebe pričakovanja v bistvu vodijo do tvoje resnice. Tvoje pričakovanja so iluzija v tem primeru, ni to resnica. Tako, in je takoj tukaj razkorak. Tukaj je sigurna korelacija. Zato je neka taka kapaciteta nekega objektivnega razmišljanja res pomembna za vodstvene kadre. Tudi recimo, ko delamo assessmente, nekaj ocenjevanja psihodinamskega, to opazujemo in vemo, da je to res pomembno. Sigurno. To je to. Eno tematiko še rad odprem, pa jim danes spet, in sicer smrt. Tematika smrti. Prej sva zelo lepo intro v to naredila, nekako s tem okvirom življenja, ki si ga ti lepo povezal s časom. Kaj pa pol smrt pomeni? Več stvari lahko pomeni. Recimo, en od mojih duhovnih učiteljev so tudi z Afrike, recimo. In oni govorijo o 5 destruktivnih energijah. Se pravi, smrt je ena izmed njih, zmeda, neuspeh, bolezen in tako naprej. In nikoli smrti ne vidijo kot zaključka življenja, ampak nasilno prekinitev cikla. To je čisto en drug pogled na smrt, je pravzaprav prišel. In imamo tudi logiko tam, da je smrti več vrst. Recimo nekdo lahko doživi karierno smrt. Lahko nekdo duhovno smrt, kar pomeni, vse to lahko vidimo ljudi, da v bistvu nima nobenega smisla. Živ, star 45 let, nima pa nobenega več, nobene orientacije v življenju, nobenega smisla. Životarjenje. Ja, recimo. Tista ponovadi, ki nas skrbi, je neka telesna smrt, ali pa kaj. Se pravi, te logike pa je tako, da ko imaš pred sabo nek duhovni cikl, neko ambicijo, nekaj bom dosegel, nekaj bom naredil. Ni to nujno seveda, da si milijarder, pa da imaš neko globalno multinacionalko. Lahko je, rad bi imel otroke, pa jih pelal do odrasle dobe, ali pa želim imeti dom, pa urejeno družino, ali pa imam neko podjetje, 3 zaposlene, pa lepo delamo. Zame je vse uspeh. Jaz recimo dostikrat učim ljudi v uspehu, pa nimam samo ene formule, 3 milijarde, pa Ferrari, pa nekaj. Vsak ima neko svojo formo, vsak ima neko svoje potovanje. Jaz tudi mislim, da v resnici vse te cilji, ki jih imamo, kar rečem, rad bi imel družino, pa otroke ali pa firmo, da nekem duhovnem smislu sploh ni bistvo v samem tem materialnem dosežku potem, ampak na uni poti, ki jo ob tem doživiš, ko greš čez neke ovire, ko nekdo postaješ, ko se spoznavaš, ko predeluješ. Eni ljudje skozi te potovanja zrastejo, eni otrpnejo, pa skristalizirajo. In če se ti na poti do nekam, na neki umestni zgodi konc, to je smrt. In recimo v tej neko afriški filozofiji ločijo med neko socialno sprejeto in
sprejemljivo smrt. Sprejeta pomeni, ta je bil pa že star 92, pa foli na redu, ali koliko ima otrok, potem vemo, človek je živel svoje življenje. Zagotovo, kakšen starejši človek, si misli, jaz sem svoje naredil, zdaj, in pa zadnje leta čaka. Če pa ti vidiš, da nekdo v nekem cvetu življenja, aktivn, majhne otroke, zjutraj šel v službe, popolnega pa ni več domov, smo pa vsi šokirani, vključno z njim, gotovo, na urnem svetu. Ja. In ta smrt je problematična, ta je nasilna prekinitev cikla. Ampak je pa še vseeno samo prekinitev cikla, kar pomeni, da se bo na neki točki pol ta cikl nadaljeval v drugi obliki. Recimo smrt, v tem duhovnem smislu, te filozofije, to tako iz te sobe v drugo je. Recimo, zato je meni filozofija, za tem že planetom moraš trpeti, še po naslednjem življenju bojo pa neke nebesa, je Larifari, zato ker preko do tlele moraš trpeti, boš pa čez una vrata šel, pa se drugače, pa ko resnic boš na drugi strani vrat popolnoma enak stanju, kot si zdaj, in jaz osebno mislim, da je pravzaprav obstoj na tem planetu tist moment, ko se moraš ti človeka poglabljati. Recimo duhovna gibanja so bila na tem našem planetu, ki so se delala v stilu humanity before divinity. Se pravi, to, da postaneš človek, te pelje proti višjim duhovnim sferam. Ne pa, da si zdaj tle pozabil na to, kdo si kot človek, izgubil stik s svojim bistvom, izgubil stik s družbo, z ljudmi in si se zaplezal v neko ali odmik duhovni, ali fanatizem duhovni, ali karkoli, pa misliš, da te bo to nekam poneslo. Ni pogojeno. Po mojem, da ne. Po mojem, da ne. Mogoče vseeno, če nekdo res prej nekog življenja nekaj predelal, pride sem pa jogi, pa živi tam le na skali 300 let. Ampak to ne govorim o tem. Ne govorim o tem, da nekom, ki se ne zna socializirati, ki ni v redu z drugimi, ni zmožen nekako preživeti se in poskrbeti za neke položnice plačene, pa hod na duhovne delavnice, pa misli, da bo on med angele šel, drugi pa ne, recimo. Zanimivo. Eno vprašanje jaz postavim vsakmu gostu. In sicer, če bi jutri umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Ne bi ga sploh imel, ne vem. Ne zdi se mi smrtena tako prelomna zadeva, da bi si takrat čutil posebej poklicanega, da eno sporočilo svetu dajem. Živite dalje po svoje, kot ste prej. To bi bilo mogoče. Lepo, Miha, kako ti je bilo? Ja, super. Prvi podcast. Prvi podcast. A je palca visok postavljena, zdaj, kaj greš na naslednjega? Ne, jaz sem pač tak, tako sem govoril. Pusto izkušnjo, to je to. Upam, da je bilo zanimivo. Ja, lepo mislim. Veš, jaz se s temi tematikami dosti srečujem. Prek gostov tudi sam obožujem jih, tudi raziskujem. In mi je všeč, da človek svojo perspektivo pove. In ti si svojo perspektivo povedal in sem v bistvu stvari, ki sem jih že slišal skozi tvoje izkušnjo, kar cenim in mislim, da zato tudi moramo drug z drugim govoriti, da si delimo zgodbe pa naše poglede. Tako da hvala lepa še enkrat, da si čas vzel.